Svet se je za nekaj časa ustavil, to vemo vsi. A ljubezni, glasbe in radosti ne moremo ustaviti. To je dokazal 51. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe. Organizatorjem je uspel čudež. Mi smo nocoj dali celotni Sloveniji eno spodbudo, eno upanje, da pravzaprav življenje je lepo, se moramo imeti radi, zabavati, peti, predvsem slovenske pesmi in da je družabnost v misli, v srcu je najbolj pomembno in to smo danes tudi na Ptuju dokazali in pokazali širni Sloveniji. Ampak mislim, da je letos tudi lokacija prav posebna in zelo čudovita. Odkot ideja za tole? Imamo enega takega ravno prav norega direktorja, pa imamo pa urednika in vse ostale, ki temu sledijo. In glede na to, da je mesto Ptuj zakladnica tisočletij, da je tukaj lokacij kolikor češ, si vsakič radi zadamo kakšen nov cilj, kakšen nov izziv in tale mislim, da nam je kar dobro ratal. Na mestni tržnici Ptuj s čudovitim širokim stopniščem, balkonom in romantično razsvetljavo je zmagala ljubezen do prelepe slovenske pesmi, ljubezen do sočloveka. Smo videli zdaj, da takole ste kar obkroženi s temi mladimi glasbeniki, mladimi muzikanti. Kaj jim takole zvesto razlagate, da vas tako poslušajo? Ja, marsikaj jih zanima, ne? Mislim, predvsem zdaj v tej vlogi, kadar sem v vlogi člana Alpskega kvinteta, ne, ki smo tudi danes mi tle. Pa jih zanima, kako se je kakšno snemanje odvijalo v tistih časih, ko sem je začenil z njimi, kako smo sploh kreirali tak zvok, po katerem je alpski znan in tako naprej, pa tudi kaj drugega. Alpski kvintet nas je v revijalnem delu razvajal s priznanimi O Orfejih je sanjalo 10 ansamblov. Srčni muzikanti, ansambel Tik-tak, peklenski muzikantje in Lunca. Ko smo stopili dol z odra, smo rekli, bravo fantje, bravo dekle, to je to. Boljš ne bi mogli biti. Predvsem vroče, ne? Gor jih je vroče, ampak smo bili še bolj zadovoljni kot z tonsko, tako da je bilo res nad pričakovanji. Vredo je bilo. Ali pa vroče sto, ker imate eno lušno bejbo tam na odru zraven sebe. To plus obleka je kar par slojev, plus luči grejo, tako da tri faktorji. Ansambel Gregorja Kobala, Planinski Abuhi in ansambel Štravs. Eno iz zakladnice narodno-zabavne glasbe, povezano s Ptujem in festivalom ter eno lastno, tekmovalno, so zapeli še vrli muzikanti in Betovja kvintet. Zadnji nastopate danes, povej, a misliš, da je to srečo prinaša ali ne? Ja, mislim, da je to kar sreča, glede na to, da smo Ptujčani in da torej kot tisti zadnji festivalni ansambel danes damo piko na i domačine, seveda. In še tiste najbolj svetleče gospodične, Slovenke. Slovenke, nismo vas še čisto dobro spoznali, zato našim veseljakom in veseljakinjam dajte čisto na kratko takole malo se predstaviti, dajmo reči v 3 besedah, a se to da Slovenke predstaviti takole, kakšne ste? Energične, vesele, pozitivne. Evo, 3 besede. Hočem polko je naslov vaše skladbice, a ne? Predvidevam, da gre za polko. Ne, to je valček, zelo počasen. Čeprav si seveda vsak želi nagrade na verjetno najbolj prestižnem festivalu narodno-zabavne glasbe, vsekakor pa na najstarejšem, letos to ni bilo v ospredju. Čim lepše odšpilamo, pa da predstavimo komad vsem poslušalcem, tako da to je v bistvu ciljno. In da se imamo fajn, super, se zabavamo. Definitivno, da si vsak, ki se udeleži nekega festivala, želi neko nagrado, ampak ni pa to naš cilj. Naš cilj je predvsem to, da se predstavimo širši javnosti, da se odrežemo absolutno najboljše, kar se da in po možnosti, da še dobimo kako nagrado, ne? Natalija, Marjan in Domen so nas prelepimi besedami pospremili čez celoten festival. Domen Hren, radoveden kot je, pa je vsakemu od ansamblov zastavil še kakšno simpatično vprašanje. Zakaj Mihelič, zakaj točno ta polka? Mihelič zato, ker je naš mentor, to je prvo kot prvo. Vesela polka, vinci in pisem, pa zato, ker radi špilamo polke, radi kršen deci vinčka, pa pojemo to zelo radi. 5 nagrad, 5 zmagovalcev. Med njimi tudi Slovenke, ki so postale najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti. Najboljši ansambel med ostalimi zasedbami pa
Ansambel Lunca. Ja, res je težek, lahko probaš. Mislim, da bom ti dala na roko. Ne, raje ne. Vidim pa tudi veselje na vaših obrazih. Mislim, da je Ptuj eden izmed tistih najbolj prestižnih festivalov. Kaj vam dejansko ta nagrada pomeni? Izjemno veliko. No, mi v osnovi nismo šli na festival zaradi nagrad, ker smo tukaj zaradi druženja, zaradi tega, da vidimo naše obiskovalce letos še toliko bolj, ker pač ni bilo teh priložnosti. Ampak moram priznati, da držati tole v rokah je kar sladko. Ampak kar hitro ga odloži, ker mislim, da ti že roke bolijo. Ja, bom. Matej Trstenjak je napisal najboljše besedilo za pesem Poljubi me za dobro jutro v izvedbi vrlih muzikantov. Znamo Slovenci še ceniti dobra besedila? Ja, res je, znamo ceniti zaradi tega, ker mi smo bili kar smo imeli podrobno gledom te besedile, kaj bi imeli. Ker dejansko ta pesem je bila tudi za slovensko polko in valček in smo res iskali eno zelo dobro besedilo, z Matejem tudi sodelujemo, zaradi tega, ker tudi naša prva pesem je on napisal in smo rekli, zakaj ne bi Mateju tudi dali še tukaj priložnost. In dejansko je res naredil tako besedilo, da je tukaj zmagalo. Povej mi, kaj si je torej Matej prislužil, a mu boste vi še kakšno žurko priredili ali kaj? Matej je že od nas dobil eno žurko, ampak še bomo tudi pripravili še eno posebej, zaradi tega, ker letos je dobil tukaj in v Oplotnici besedilo, tako da dvakrat bomo slavili. Korenova plaketa bo od zdaj naprej krasila glasbeno sobo Planinskih abuhov. Fantje, nasmejani ste, veseli ste, zgledate dober. Sej, to je pa to, ne? Še manjka kaj? To je to. Ne manjka, to je to. Najbolj se imamo. Tudi ne manjka vam tale Korenova plaketa, povejte, zakaj ste dobili tole nagrado? Ja, ne vem, jaz mislim, da je žirija videla v nas potencial in smo presrečni, da so jo nam podelili. No. Ja, očitno dobro prepevate. Ja, zgleda, že tek piše gor na plaketi to. Tisto, kar piše, tisto je res. Ja, očitno, tek nas učijo. Planinski abuhi so se izkazali z najboljšo vokalno izvedbo. Na začetku nismo imeli glih plana priti sem, ampak potem pa smo le začutili, da je Ptuj še tisti festival, ki je pač prav, da stojimo na njemu. In danes, ko smo stali na odru, mislim, da smo čutili to energijo tega mesta, teh ljudi, ki so tukaj in smo se odlično počutili, odlično se počutimo tukaj na Ptuju. Zdaj še pa pika na i, pa tale nagrada, ki nam ogromno pomeni in smo zelo presrečni. Občinstvo je nagradilo domačine Petovija kvintet. 51. Ptujski festival je privabil veliko ljubiteljev narodno-zabavne glasbe. Vsekakor pa bi jih ob normalnih pogojih še veliko več. Pa vendar je Ptuj zacvetel, zažarel in ljudje smo pokazali, da je še posebej v teh časih najbolj pomemben pozitiven pogled na življenje. A zdaj že priprave mogoče na 52. Ptujski festival ali bo tudi malo počitka vmes? Malo bomo počakali, ampak verjamem, da bomo tudi zgodbo 52., 53. in tako naprej. Vse tja do 100., ne? Do jubileja naslednjega. Ja, upam, da bodo zanamci strajali in rekli, ja pa gremo, tukaj so oni predhodniki se trudili pa želeli neko zgodbo prikazati. Vse čestitke strani televizije Veseljak. Najlepša hvala in sem vesel, da ste nas obiskali in nam počastili ta prelep večer. In čeprav je lansko leto festival doživel svoj vrhunec, ko je prejel odlikovanje predsednika države Boruta Pahorja, se je pravi čudež zgodil prav letos. Ja, pridite med nas, tukaj imamo na eni strani Prlekijo, na drugi strani Slovenske gorice, na tretji strani so Haloze, en del pa Drava loči, ne? Tako da vode pa vina in tega je vsega vedno dovolj. Pustimo se presenetiti. Noro bo tudi prihodnje leto zagotovo.